tenki Maurice, vsi glasovi, kar jih je. Vsake sanje, ki prav drzno iščejo izvor ljubezni le. Vsaka črka, vsake zgodbe, vsaka zvezda iz neba, vsak kotiček tega stvarstva ljubezni priča je. Kakor dolgo bom živel, pričeval ljubezen bom, pričal zanjo bom tišini, ko beseda ni dovolj. Vsakim dihom, ki ga imam, hvala bom Gospodu dal. Kakor dolgo bom živel, pričeval ljubezen bom. Gore, hribi in doline, reke, morja, jezera, vsaka dlan, ki sega k tebi, da bi ti svoj mir ponudila. Vsako skromno dobro delo, vsak korak, ki vodi me, vsako upanje v srcu ljubezni priča je. Kakor dolgo bom živel, pričeval ljubezen bom, pričal zanjo bom tišini, ko beseda ni dovolj. Vsakim dihom, ki ga imam, hvala bom Gospodu dal. Kakor dolgo bom živel, pričeval ljubezen bom. Kakor dolgo bom živel, pričeval ljubezen bom, pričal zanjo bom tišini, ko beseda ni dovolj. Vsakim dihom, ki ga imam, hvala bom Gospodu dal. Kakor dolgo bom živel, pričeval ljubezen bom. Vsakim dihom, ki ga imam, hvala bom Gospodu dal. Kakor dolgo bom živel, pričeval ljubezen bom. Tedaj je vstal neki učitelj postave in da bi ga preizkušal, mu je rekel: Učitelj, kaj naj storim, da dosežem večno življenje? On pa mu je dejal: Kaj je pisano v postavi? Kako bereš? Ta je odgovoril: Ljubi Gospoda, svojega Boga iz vsega srca, z vso dušo, z vso močjo in z vsem mišljenjem, in svojega bližnjega, kakor samega sebe. Prav si odgovoril. Mu je rekel: To delaj in boš živel. Ta pa je hotel sebe opravičiti in je rekel Jezusu: In kdo je moj bližnji? Jezus je odgovoril: Neki človek je šel iz Jeruzalema v Jeriho in je padel med razbojnike. Ti so ga slekli, pretepli, pustili na pol mrtvega in odšli. Primerilo pa se je, da se je vračal po tisti poti domov neki duhovnik. Videl ga je in šel po drugi strani mimo. Podobno je tudi Levit, ki je prišel na tisti kraj in ga videl, šel po drugi strani mimo. Do njega pa je prišel tudi neki Samarijan, ki je bil na potovanju. Ko ga je zagledal, se mu je zasmilil. Stopil je k njemu, zlil olja in vina na njegove rane in jih obvezal. Posadil ga je na svoje živinče, ga peljal v gostišče in poskrbel zanj. Naslednji dan je vzel 2 denarija, ju dal gostilničarju in rekel: Poskrbi zanj, in kar boš več porabil, ti bom nazaj grede povrnil. Kaj se ti zdi? Kateri od teh 3 je bil bližnji tistemu, ki je padel med razbojnike? Oni je dejal: Tisti, ki mu je izkazal usmiljenje. In Jezus mu je rekel: Pojdi in ti delaj prav tako. Prilika o usmiljenem Samarijanu je ena najbolj pogosto
citiranih Jezusovih prilik. S to priliko je Jezus odgovoril na pomembno vprašanje: kdo je moj bližnji? In tako za vse čase pojasnil besedo bližnji. S tem je razrešil pomembno dilemo in opravil z marsikaterim sprenevedanjem. V tej priliki pa bi rada poudarila še eno drugo stvar. Namreč Jezusovo sporočilo, ki se tudi skriva v njej, je naslednje. Če hočeš ljubiti bližnjega kakor samega sebe in delati, kar ti naročam, boš moral kršiti marsikatero splošno sprejeto družbeno normo. Drugače pač ne bo šlo. Na prvi pogled se nam morda zdi, da gre za protislovno sporočilo. Da moram kršiti nekaj, kar je prav, saj sem vendar spodoben državljan, če se držim družbenih pravil. Beseda pravilo namreč vsebuje besedo prav. In logična misel, ki sledi, je, da kdor se drži družbenih pravil, dela prav. Kje je potem takem problem? Morda nam problem pokaže beseda norma, ki jo povezujemo z besedo normalno. Gre torej za to, da je v družbi nekaj normalno. Toda normalno v družbi ni nujno v skladu z Jezusovim naukom in njegovim zakonom ljubezni. Ko beremo evangelije in opazujemo Jezusa v času njegovega življenja na zemlji, vidimo, da je velikokrat kršil tiste družbene norme, ki so se pojavile kot ovira pri njegovem delu za ljudi. Danes seveda ni nič drugače. Ko smo bili majhni, so nam starši govorili, da je namen družbenih pravil ta, da nas ščitijo. In res je tako. Veliko pravil v naši družbi je nam v dobro. Pa vendar, ko postanemo kristjani, ugotovimo, da se moramo soočiti z nekim družbenim pravilom, ki smo ga dotedaj nezavedno sprejemali. Vanj podvomimo, ker direktno trči ob Jezusov zakon ljubezni. Ko takšno splošno družbeno pravilo pogledamo od blizu, ugotovimo, da le to pravzaprav ščiti našo sebičnost in ima izvor v naši trdosrčnosti. Pri sociologiji so nam lepo razložili izvor družbenih pravil. Tako imenovani nosilci družbene moči ali vladajoči razredi so ta pravila oblikovali tako, da ščitijo njihove interese in v družbi ohranjajo status quo. Ne marajo namreč sprememb, saj želijo ostati na oblasti. Želijo ohraniti svoje privilegije. Družbena pravila torej niso oblikovana po meri ljudi, s ciljem, da bo vsem dobro, ampak le ožjemu elitnemu krogu, ki le sebi zagotavlja blaginjo. Ironija pri vsem tem je, da takšna družbena pravila sčasoma ljudem zlezejo pod kožo, postanejo samoumevna, postanejo del kulture naroda, trdovratno se zasidrajo v mentaliteto ljudi. To lahko opazujemo bodisi pri apartheidu, bodisi v kastnem sistemu v Indiji in konec koncev tudi pri nas v Sloveniji, kjer se še vedno najde kdo, ki nam Slovencem reče hlapčevski narod. V Jezusovem času so verski voditelji spadali v zgornji sloj družbe in so lepo poskrbeli zase. Učitelji postave so Božjo zapoved ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe zelo dobro poznali, a so si jo pač po svoje razlagali, s tem pa naredili veliko škodo sebi in ljudstvu. V priliki o usmiljenem Samarijanu je ravno Samarijan tisti, ki je po vseh takratnih družbenih normah zadnja oseba, ki bi pomagala ubogemu ranjenemu Judu.
Namreč, ko se dva naroda tako sovražita, težko kaj pričakujeta eden od drugega. Preprosto ni sodelovanja, če se le da. Vse tri osebe, duhovnik, levit in Samarijan, so šle mimo ranjenega Juda in ga zagledale. A zasmilil se je le Samarijanu in samo on je tudi pristopil ter mu pomagal. Oskrbel mu je rane, ga poveznil na osla ter odpeljal v oskrbo. Ni se oziral na sovražnost obeh narodov, v njem je videl človeka, potrebnega pomoči. Duhovnik in levit sta sicer pripadala istemu narodu, a žal ne istemu sloju. Na ljudstvo sta gledala zviška in pravilo nedotikanja tako imenovanih nečistih ljudi preprosto prenesla nanj, ki je bil v stiski. Ellen White v knjigi Hrepenenje vekov na strani 369 pravi, da so duhovniki in rabini menili, da jih lahko dotik z nešolano in malomarno množico oskruni. Kako bi potem takem on lahko bil sploh njun bližnji? No, mislim, da smo tudi danes mnoga družbena pravila prikrojili naši sebičnosti in trdosrčnosti in da na vprašanje, kdo je moj bližnji, marsikdo ne pozna pravega odgovora. Kot ljudje smo nagnjeni k temu, da se zapiramo v ožje kroge, kjer se počutimo varne in v tako imenovani coni udobja. Za ta krog ljudi smo še pripravljeni narediti kaj izjemnega, žrtvovati svoj čas, sposobnosti, dobrine. Do ljudi zunaj tega kroga pa smo pogosto ravnodušni. Takega načina, ki je sicer popolnoma družbeno sprejemljivo, se navzamemo že kot otroci. Se spomnite jedilnice v osnovni šoli? Otroci smo jedli skupaj po skupinicah in tisti malo bolj čudni otroci so bili izločeni in so jedli sami. In nihče med nami ni hotel postati tako čudaški, da bi se družil z njimi. V srednji šoli seveda ni bilo nič drugače. Ko sem sama začela hoditi v srednjo šolo v Ljubljani, smo se dekleta hitro pogruntala med sabo in se pogrupirala v skupine. Skupaj Ljubljančanke, skupaj dekleta iz predmestja in skupaj vaška dekleta. Tako je ostalo do konca srednje šole. Seveda so nekatere ostale brez skupine in bile osamljene do konca. Dovolj je bilo, da je dekle imelo doma kakšne družinske probleme ali pa zgolj preveč kilogramov. Dekleta smo seveda od svoje skupine pričakovale določene ugodnosti. Na primer, pomoč pri domačih nalogah, učni snovi, vključenost v skrivnostne najstniške pogovore in druženja seveda izven šole, na primer praznovanja rojstnega dne. V bistvu smo se šle nekakšno skupinsko samooskrbo. Kako je uspelo preživeti dekletom brez takšne podporne skupine, mi še danes ni jasno. No, ko zapustimo šolo, v življenju nadaljujemo s to prakso, ki smo jo usvojili, morda v bolj prefinjenih, prikritih oblikah, pač v skladnosti z družbenimi normami. Pojdi in tudi ti delaj tako, se glasijo Jezusove besede. Toda kako? Eno ključnih vprašanj za nas je, ko nas Bog pokliče, kako se odzovemo.
ko se znajdemo v določeni okoliščini, ko naletimo na osebo v stiski, ali jo obidemo, kakor sta to storila duhovnik in levit, ali pa se zgodi situacija Samarijan, ki je zagledal človeka, ta se mu je zasmilil, pristopil je k njemu in mu pomagal. Tukaj opazimo 4 ključne korake. Videti, biti usmiljen, sočuten, pristopiti in se aktivirati oziroma pomagati. Žal je tako, da na vsakem od teh korakov se lahko ustavimo in ne bomo ravnali, kakor želi Jezus. Dovolj je, da ne vidim. Dovolj je, da me ustavi neka misel, na primer obsojajoča misel, ki zgolj ščiti mojo sebičnost, da zatrem svojo vest in sočutje in se skrijem za družbeno normalnost. Pred veliko leti sem doživela izkušnjo, kako je, ko ti Bog da milost, da gledaš, kaj lahko naredi preko tebe, če mu dopustiš. Brezdomko Fani sem srečala tu, v naši cerkvi. Bila je nekako mojih let in cerkev je bila za njo kraj, kjer je še upala, da ne bo ostala neopažena. Ko sem se spustila v pogovor z njo, sem odškrtnila vrata svojega srca, najprej čisto malo, in dovolila, da me je njena zgodba ganila. Z možem sva jo po nekaj sobotah povabila domov. Takrat sva imela 3 majhne otroke. S Fani smo se veliko skupaj pogovarjali in molili. Pri nama je ostala kakšen mesec. Vmes je šla tudi v Ljubljano, na Rdeči križ, po oblačila, in vedno se je vrnila s kakšno malenkostjo, s kakšno igračko za otroke. Nekoč je prišla s tole jakno. Mateja, to sem pa zate našla. Zdaj jo imam za spomin. Na svoj način je pokazala hvaležnost. V tem mesecu dni sva v njeni občini na drugem koncu Slovenije uredili potrebne dokumente. Bila je namreč brez zdravstvenega zavarovanja. Prijavili sva se tudi na Zavod za zaposlovanje in ves čas pridno pisali prošnje za službo in molili. Po 1 mesecu je dobila vabilo na razgovor in že po telefonu sem osebi na drugi strani povedala vse pomembne okoliščine glede Fani. Potem sva se odpravili in se odpeljali. Ko se je vrnila na teraso bara, kjer sem jo čakala, so njene besede in njen nasmeh povedali vse. Mateja, danes je najlepši dan v mojem življenju. Dobila je službo s prenočiščem vred. Zahvalili sva se Bogu v molitvi in domov sem se vrnila sama z veselo novico. Danes je Fani žal že pokojna. Tudi v tisti službi ni ostala prav dolgo. Vrnila se je na staro pot. A doživela je, da Bog daje novo možnost, da Bog odpira vrata. Tudi za nas, za našo družino je bila to prav posebna izkušnja. Koga danes predstavlja dobri Samarijan? Mislim, da predstavlja človeka, ki naredi dobro drugemu človeku. In to kljub temu, da ta človek pripada drugemu družbenemu sloju, narodu, veri.
kljub temu, da ne spada v njegov ožji krog ljudi, sorodnikov ali prijateljev. Kljub temu, da ne razmišlja tako, kakor on. Kljub temu, da je morda čudaški in bo čudaški tudi ta, ki mu pomaga. Kljub temu, da mu morda ne bo hvaležen in ga nihče ne bo pohvalil, in kljub temu, da domnevno ne bo nič iz njega in je domnevno izgubljen primer. Pomaga mu tudi kljub temu, da ima on sam itak svoje obveznosti v življenju, že zapolnjen urnik in svoje načrte, kljub temu, da bo to zmotilo njegov življenjski slog in bo treba iz cone udobja. Kljub temu, da bo morda zaostal v tekmi za dobrine tega sveta in kljub temu, da mu bodo morda nasprotovali domači in prijatelji. V teh alinejah je bilo kar nekaj družbenih norm, skritih, ki jih je treba kršiti. Naj vam ob tej priliki toplo priporočim ogled zelo dobrega filma The Blind Side iz leta 2009, ki je bil posnet po resničnih dogodkih. In opazujte kršenje družbenih norm po Jezusovih stopinjah. Na koncu se dotaknimo še enega sporočila, mimo katerega ne moremo. In sicer si pobliže oglejmo situacijo oziroma kontekst okoliščin, v katerih je Jezus povedal to priliko. Jezusa je pravzaprav izzval verski učitelj z vprašanjem, kaj naj storim, da dobim večno življenje. Verski učitelj je pripadal verskemu sistemu, ki se je znašel v mrtvem kotu. Namreč vera, ki hrani človekovo samovšečnost in samopravičnost, je v temeljih zgrešena. Do Jezusa vodi samo ena pot. Ključna razlika se zgodi, ko smo postavljeni pred tako visoko merilo, kot ga pred nami postavi Jezus. Kaj naredi to razliko? To razliko naredi naš odnos do tega visokega merila. Ali vidim v tem rešitev ali problem? Če vidim rešitev, potem je navodilo, pojdi in tudi ti delaj tako, stvar metodologije del. Kaj je lahko posledica takšnega pogleda? Ostajam v slepi ulici samopravičnosti in arogance. Gradim nevidni zid, ki me ločuje od Jezusa in njegove milosti. V takem stanju mi Jezus ne more pomagati. Če pa priznam, da tako visoko merilo postavlja problem pred mene, grešnega človeka, začnem boj z vero. Jezus vstopa v moje srce samo skozi ponižnost in zavedanje lastne nemoči. Če bi učitelj postave ponižno priznal, da ima problem, bi se Jezus svojo zdravilno močjo usmiljeno in ljubeče sklonil k njemu, kakor se je že tolikokrat dotedaj sklonil k bolnim, ranjenim, obsedenim, grešnim. Zato odprimo svoje srce Jezusu. Prepustimo se njegovi odpuščajoči ljubezni in ozdravljajoči milosti. Prosimo ga, Svetega Duha, da bomo ljubeča cerkev, ki vidi, ki je sočutna, ki se približa in se aktivira. Bodimo vključujoča cerkev, ki poskrbi,
ker Bog skrbi za nas in je z nami do konca sveta. Amen. Dragi nebeški Oče, hvaležni smo Ti za Tvojo ljubezen, ki si jo razodel v Jezusu Kristusu. Zato Ti izročamo svoje srca, da napraviš iz njih in kar si se namenil in dokončaš svoje delo na tem svetu. Hvala Ti za to po Jezusu Kristusu. Amen.